Ali menite, da se članom slovenske gospodarske in politične elite fučka za plemenitega avtohtonega slovenskega konja in so zato dovolili, da v Lipici okoli Kobilarne naredijo igrišče za golf? Ja, predvsem je vprašanje ne to, kaj bojo zdaj šli gledati, ne, konje ali v bistvu tisto golf igrišče, ki je tam zraven, ne. Kaj je boljša atrakcija? Me tako razočaralo vse skupaj, da ne maram niti razmišljati več, to samo obremenjuje človeka. To je bilo včeraj na oddaji. Kakšno? Slabo. Če bi bilo dobro, ne bi delali to, kar delajo, ne. Kaj se misli, da se zmeraj nekaj prikriva, da se drugo dela, pa ne vem, tako mislim, da človek boš, da se posveti družini pa svojem, je najbolj srečen v življenju. To se mi absolutno ne zdi v redu. Ne. Torej odnos s politiko je grozen, ne? In jaz zdaj ugibam, kakšen bo vaš odgovor. Jaz mislim, da njim ne pomenijo veliko te lipicanci pa konji. To se mi ne zdi prav, ker ta golf igrišča se gnojijo oziroma špricajo z raznimi kemikaliji, zato da ni nobenega plevela. Ja, ne vem, jaz mislim, glede na to, da so lipicanci naša vrsta, da jih moramo pač ohranjati in se truditi. Škoda, da to lepoto, ki jo imamo, ki je ni na svetu dejansko, govorimo o lipicancih, ne, da to ne gojimo, ne vzdržujemo. Žalostno, ampak pač tako je. Politika se vse posod mešava, na žalost je to tako, no. Mislim, da ni prav. Drugo so pa konji kot taki. Mislim, da če slišimo o Kobilarni Lipica, samo slišimo o propadanju, ne. To sploh ne razumem, če je to nek nacionalni simbol ali pa kako bi lahko rekel. Ne. Za politiko se ne zanimam. Sploh ne, za politiko se jaz sploh ne zanimam. Kaj pa za lipicance? Ja, edino za ženske se zanimam. Gospodarstveniki pa zdaj vprašanje, če je problem lipicancev problem gospodarstvenikov. To je problem kulturne dediščine, funkcioniranja države, da iz tega naredi, rekel bi, eno kulturno dediščino. Dobar je, saj ne naredijo golf igrišča, jaz nisem nič proti, sam morajo pa živalim, ko tekajo tam okoli, pa dati pa tudi svoj prostor, ne. Vaš odgovor je resnica.